Dober dan vsem skupaj. Hvala, Aleks, hvala vsem pri JNS, da ste mi dali čast, da vas danes nagovorim. V zadnjem času je veliko govora o zagovorništvu v podporo Izraelu. Veliko je konferenc o boju proti antisemitizmu, anketiranja o tem, kako pridobiti srca in misli ljudi, neskončnih razprav o sporočilih, pripovedih in odnosih z javnostjo. Ljudje ves čas pravijo, da ima Izrael težave z odnosi z javnostjo. Se ne strinjam. Judovska država nima težav z odnosi z javnostjo. Bnej Izrael, starodavno mogočno pleme otrok Izraela, ki so preživeli vse naše sovražnike in uspevali po poskusu genocida za genocidom. Nimamo težav z odnosi z javnostjo. Pravzaprav je naša pripoved tako močna, da so jo drugi kopirali in jo poskušali obrniti proti nam. Avtohtono ljudstvo z našimi oljčnimi nasadi v hribih okoli Jeruzalema, pregnano z naše zemlje, podvrženo okupaciji, kolonizaciji, genocidu. Končno Združeni narodi priznajo našo državo, a nam jo svet še vedno odreka. Čigava zgodba je to? Je to palestinska pripoved ali je to naša? Ampak počakaj, jaz sem Palestinka. Modži predniki so se identificirali kot Palestinci. Palestinec je bil ekvivalent besedi na N, s katero so označevali Jude potem, ko so nas kolonizirali in izgnali iz Judeje, od koder prihajamo. Judi izvirajo iz Judeje. Dejstvo, da je to dejstvo samo po sebi izpodbijano in da porabljamo milijone dolarjev za PR kampanje, da bi to dokazali svetu. Resnično, to, kar že vedo in namerno zanikajo, da so Judi iz Judeje, pomeni, da je pripoved zdaj tako zmedena, tako izkrivljena. Vojno polje je tako izmuzljivo, da bi rada tukaj postavila eno misel, osnovno predpostavko, iz katere bi morda lahko vsi izhajali. Morda ni naša naloga, da zmagamo v PR vojni. Ni naloga judovskega naroda, da prepriča svet, naj nas ljubi. Tako kot ni naša naloga ustvariti še ene palestinske islamske države v morju propadlih islamskih diktatur. In zagotovo ni naša naloga, da prosimo za dovoljenje za obstoj. Sodobna država Izrael obstaja, ker David Ben Gurion ni prosil za dovoljenje. Razglasil je neodvisnost, čeprav so mu svetovali in grozili, naj tega ne stori. Predstavljajte si, če bi jih poslušal. Predstavljajte si, če bi judovsko ljudstvo čakalo na odobritev za ustanovitev naše države. In kaj smo se iz tega naučili? Ali še vedno čakamo na odobritev in prosimo za dovoljenje, da gradimo judovske domove in judovske šole za naše otroke v Judeji? Preživetje Judov ni bilo nikoli odvisno od dovoljenj ali pojasnil ali od zmagovanja v obrambnih PR kampanjah. In vendar se že desetletja milijarde dolarjev porabljajo za to tako imenovano proizraelsko zagovorništvo. Toda antisemitizem, kot vemo, narašča, kot se je vedno pojavljal in izginjal skozi zgodovino. Anticionizem pa se povečuje in kljub vsem tem denarjem, ki so vloženi v to zelo specifično pripoved, se stvari premikajo v popolnoma nasprotno smer. Zakaj torej še vedno financiramo PR, bitko za podobo Izraela, v upanju, da bo to naredilo Jude varnejše? Ker smo zamenjali dve zelo različni stvari. Obstaja razlika med zagovarjanjem Izraela in opolnomočenjem Judov. In to je razlika med politiko in državljanskimi pravicami. Judovska suverenost ni politično vprašanje. To je vprašanje državljanskih pravic. Judi imajo državljansko pravico, da sami upravljajo in živijo v Judeji. V Judeji ne sme biti območij brez Judov.
Pravica judovske osebe, da moli na tempeljskem griču, ni politično vprašanje, o katerem bi se pogajali. To predstavlja ključno vprašanje državljanskih pravic v judovski državi. Če je tempeljski grič najsvetejši kraj pod izraelskim nadzorom, edini kraj v civiliziranem svetu, kjer je Judu prepovedano moliti, kaj smo potem tukaj sploh dosegli? Dogajanje na ameriških univerzitetnih kampusih ni politično vprašanje o Izraelu. To je vprašanje državljanskih pravic, ki sega v samo jedro naše demokracije. Judovski študenti imajo državljansko pravico do okolja brez usmerjene diskriminacije na kampusu, ne glede na to, kaj se dogaja tisoče kilometrov stran. Judovski in izraelski lastniki podjetij imajo zakonsko pravico, da niso diskriminirani v poslovnem okolju zaradi svoje vere, videza ali kraja rojstva. Ne morete imeti napisa na oknu, ki pravi, da geji niso dovoljeni ali da temnopolti niso dovoljeni. Ne morete imeti podjetja, ki pravi, da Izraelci ali Judje niso dovoljeni. In veste, kdo je postavil ta pravni precedens? Judovski odvetniki, ki so se zavzemali za druge manjšine. In bolj kot se na diskriminacijo proti Judom odzivamo s proizraelskim zagovorništvom, bolj jim dajemo obrambni argument za diskriminacijo proti nam. Kar pravimo je, da so naše državljanske pravice kot manjšinske skupnosti in naša zahteva po enakosti pred zakonom pogojene z, povezane z ali odvisne od zmage v političnem argumentu o tuji državi. Tako gibanja za državljanske pravice ne delujejo. Gibanja za državljanske pravice nimajo PR kampanj, ki bi branile tuje vlade. Pravice kitajsko-ameriških državljanov niso odvisne od tega, kako Kitajska ravna s covidom. Pravice Afroameričanov niso odvisne od dejanj vlade Sudana. In dejstvo, da je muslimanska bratovščina prikrila svoj prikriti džihad za uničenje Zahoda od znotraj. To, da gre za protiizraelsko kampanjo in za zagovorniško potezo v podporo Palestincem, še ne pomeni, da moramo igrati po tem scenariju. Obstaja razlika. Razlika med zagovarjanjem Izraela in opolnomočenjem Judov. Kako torej izgleda opolnomočenje Judov? Videti je kot nedavna tožba, ki so jo vložili Teksašani za Izrael pod vodstvom izjemne pravne ekipe, ki jo vodi profesor Eugene Kontarović, ki je danes z nami. Podprpa strani projekta Lawfare proti Bidenovi administraciji, ki izpodbija rasistične, diskriminatorne sankcije proti judovskim naseljencem in seveda judovske organizacije Regavim, kar je prejšnji teden privedlo do zgodovinske poravnave. Z vlado Združenih držav Amerike, ki se glasi, citiram, Združene države Amerike kategorično zavračajo kakršnokoli politiko, ki bi posegala v suverenost Izraela ali ciljala na zasebne organizacije in izraelske državljane na Zahodnem bregu. Tako moram zdaj zaključiti. Čeprav imam še več primerov judovske opolnomočenosti, je nauk zelo preprost. Ne potrebujemo razlag o Izraelu. Potrebujemo močnejše Jude, opolnomočene Jude, Jude, ki se ne bojijo odkrito govoriti o radikalnem islamu. Jude, ki se ne bojijo uveljaviti posledic za sovraštvo do Judov na sodišču ali kjerkoli drugje. Ko ljudje prenehamo prositi za dovoljenje in začnemo uveljavljati svoje pravice, bo prihodnost pripadala nam. Hvala.